Dobro jutro vsem skupaj. Midva sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi live. Z vami sva kot ponovadi Alja Podgornik in doktorica Neja Zupan, ki se obe že dolgo ukvarjava z naravnim zdravljenjem. In kot vsak ponedeljek odgovarjava na vaša vprašanja v zvezi z zdravjem, zdravljenjem, načini življenja in podobnimi zadevami. In danes se bova lotile teme, ki je Neji zelo dobro poznana. In sicer to je rak. Bova pa izhajala iz enega vprašanja, ki so ga dobile zastavljenega, kot da ne bova govorila samo na splošno o raku, ampak malo bolj o različnih vzrokih in različnih načinih, kako lahko do raka pride. In sicer, da dam mičken konteksta, mislim, da imela 2 ali pa 3 ponedeljke nazaj en live, kjer mislim, da sva govorila o pomlajevanju. In sem jaz omenila svojo sorodnico, ki je pred kratkim prišla na drugo stran zaradi raka. In sem omenila, da je bila to ena oseba, ki kljub temu, da je imela hude zdravstvene težave, da je ostala vedno pozitivna, da je bila res vedra, nasmejana in da je imela tako lahkotnost tudi v življenju in da je izgledala ful mlajša, kakor je bila. Jaz sem jo res izjemno občudovala. In sva dobila vprašanje, ki ga bom jaz kar prebrala, ki se je navezovalo na to. In sicer vprašanje pa je bilo: vprašanje za Aljo ali za obe. Alja je omenjala sorodnico, ki je bila vedra in pozitivna, a raka je imela vseeno. To mi ne gre skupaj. Kako se to zgodi? Bi mi bilo logično, da taka oseba ne more imeti raka, saj je rak neke vrste psihična bolezen, neke vrste. Torej, kaj bi lahko njena sorodnica za svoje zdravje sploh še naredila, če je kljub pozitivizmu, za katerega verjamem, da je bil pristen, zbolela za raka? Tako da, super vprašanje. Tako da jaz bi kar tebe povabila, Neja, če lahko zapelješ še to temo, ker mislim, da je zelo, zelo dobra stvar za se o njej pogovarjati. Hvala, Alja. Lepo pozdravljeni vsi naši poslušalci. Če nas zdaj poslušate ali pa mogoče posnetek poslušate, dobrodošli. Postavite nama kakšno vprašanje spodaj v komentar. Ni nujno na to temo, karkoli o zdravju in res to temo, jaz sem tudi zelo vesela da se je ta vprašanje postavilo, zato ker zelo velikokrat, sploh jaz bolj govorim o tem, kako pozdraviti raka. Saj veste, jaz sem šla skozi izkušnjo ozdravitve raka, vse moje prednice so umrle za rakom, vse moje prednice so sprejele tudi uradni način zdravljenja s farmacevtskimi produkti, jaz sem pa prva, ki sem odklonila farmacevtski pristop in sem se odločila za naravno pot. Torej, da sem stavila na življenje in delovala skladno z naravo. Tako da, kaj je pa vzrok? Kaj je bil vzrok? Recimo, zdaj, če pogledamo za mene, kaj je bil tisti vzrok pri meni, da se je to naredilo? Povedala sem, da so vse moje prednice umrle. Kar pomeni, da je že v osnovi so določene stvari v telesu niso dobro delovale. Naprimer, približno 50% ljudi se že rodi z omejenimi detoksifikacijskimi kanali oziroma približno 50% ljudem detoksifikacijski kanali, detoksifikacijski organi, se pravi razstrupljevalni organi v telesu slabše delujejo. Zakaj? Zakaj zdaj spet slabše delujejo? Glejte, to so pa ravno prejšnjič govorile, da mi smo duhovna bitja, ki prihajamo sem na zemljo po fizično izkušnjo in ne obratno, da smo fizična bitja, ki imamo občasno duhovno izkušnjo. In ko pridemo sem, pridemo nekaj izkusiti. Ampak mi imamo že življenje, ne poteka samo na fizičnem nivoju, ampak slišali ste že, tako kot spodaj, tako zgoraj, oziroma tako kot zgoraj, tako spodaj. In imamo že mi kot duhovna bitja imamo, dajmo malo narekovaje, življenje. In
to življenje poteka spet od, ne vem, lahko rečemo novorojenčka, malčka, majhnega otroka, šolarja, najstnika, dijaka, študenta in tako naprej. In isto je na duhovnem nivoju. In pridemo sem zato, da se določene stvari naučimo. In prinesemo s seboj določene stvari, ki jih bomo v tej šoli življenja spoznavali. In moji detoksifikacijski organi, glejte, niso v redu delali. Zato, ker jaz sem že kot majhen otrok, jaz sem imela pljučnice, alergije, skratka, ja, kožne bolezni, zaprtost, to je bilo že od majhnega naprej. In ko sem jaz malo raziskvala, seveda, jaz sem bila že s temi predispozicijami rojena, zato da bom šla skozi določene izkušnje. Ampak v mene so bili že kot otroka vnešeni farmacevtski produkti, ki so še poslabšali mojo začetno stanje. Govorim o cepivih, ki sem jih začela dobivati že kot dojenček. Zdaj je samo še slabši. Zato se pojavlja toliko raznih avtizmov, hiperaktivnostna motnja, Aspergerjev sindrom, ne vem, epilepsije, vse to. In je treba pogledati tudi, se pravi, če se mi rodimo že z omejenim naborom enih funkcij, zato, da bomo predelali to, zdaj pa iz okolja dobimo še stvari, ki nam pa zelo kvarijo, se pravi, mi lahko dobimo bolezni tudi zaradi strupov, ki so nam jih ustavili noter, ki smo jih dobili, lahko kot otroci, lahko kot mladi, lahko kot odrasli, okolje, v katerem živimo. Ne vem, če nekdo živi zraven daljnovodov ali pa zraven ene tovarne, kjer to vdihava, to ni psihična bolezen, potem rak. Ampak je povzročena, lahko bi recimo s temi 50% delovanja detoksifikacijskih kanalov, bi mi skozi evolutivni proces, ki ga imamo tukaj na Zemlji, lahko tudi se naučili stvari. Ampak stvari, ki jih vnašajo v nas, lahko to zelo, zelo poslabšajo in poslabšajo, zmanjšajo možnost, da mi lekcijo sploh osvojimo. Prejšnji teden sva prav o tem govorili, da pridemo tukaj tako kot v razred, v šolo. Imamo določene lekcije za spoznati. Ampak če v razredu so plini, ki nam škodujejo, potem mi teh lekcij ne bomo spoznali. Ne bomo se jih naučili in se bomo ukvarjali samo s posledicami, kaj ustvarja ta slabo okolje na naše telo. Saj ne rečem, da imamo psihične stvari. Jaz recimo, zakaj so moji detoksifikacijski kanali slabš delovali? Ja, je čist psihičen, duhoven nivo, ker jaz sem prinesla določene omejitve v ta življenje, določena prepričanja v mojem, ali rečem, dušnem zapisu. In to mi je dal en DNK, ki je imel potencial, da se sproži. Ampak zakaj se je sprožil, je pa funkcija različnih stvari. Od tega, kot sem rekla, vnos toksičnih snovi. Jaz sem imela take alergije,
da jaz nisem mogla dihati in sem bila takrat kot otrok še do takrat, da sem se jaz, recimo, pri mojih 12 letih sem se jaz odločila, da nočem več injekcij. Pri mojih 15 letih sem se odločila, ker sem opazila, ker sem hodila na srednjo šolo že takrat, da jaz enostavno, če vzamem tablete, ki so mi jih dali proti alergijam, jaz sem samo še zaspati. Antihistaminov ogromen. Potem sem imela razne spreje, kortikosteroidne kreme, inhalatorje, ne vem, kaj sem vse imela. To od majhnega naprej. In potem sem jaz to počasi začela odstranjevati in moje zdravje se je začel izboljševati. Ja, izboljševati se je začel, ko sem začela te kemikalije, ampak večina ljudi, ko ima kakšne alergije, ja, hitro eno tabletko pa je noter, potem je pa rak, ja, od česa je pa zdaj ta rak? Sploh ni nujno, da je iz psihičnega nivoja. Jaz, tako kot sem rekla, sem prinesla predispozicijo s sabo. Ampak sprožilci, da se je ta DNK sprožil, so pa seveda bili prisotni triggerji od zunaj. Zdaj, če bi jaz imela res zdravo, naravno življenje, brez teh enih kortikosteroidov, brez raznih injekcij, ki so jih dajali, brez cepiv, jaz sem bila zelo bolna, ogromno tudi pljučnic, pri eni pljučnici, recimo 3 leta sem bila stara in mama meni rekla, da so svečo držali. Se veste, kaj je to včasih pomenilo? Niste vedela, bo otrok preživel ali ne bo. Pač jaz sem že malo starejša generacija, mogoče se mi samo ne vidi, zato ker konstantno delam na pomlajevanju mojega telesa, uma, energij, duha. Tako da prihaja, rak je zelo večplastna bolezen, zelo večplastna. In pri meni je bil pač trigger tega, je bila dama, ki je z menoj delala in je začela okrog, meni ni nič povedala, kaj se ji dogaja, kaj v odnosu ni v redu, ampak je začela okrog govoriti, kaj vse ni v redu. Moja stvar je pa bila, da sem se jaz zaradi tega zelo zasekirala, zato ker ni lepih stvari od mene govorila okrog. Tukaj je bilo na psihičnem nivoju, ampak če moje telo ne bi bilo obremenjeno z ogromnimi toksičnimi snovmi že od rane mladosti, jaz sem imela tudi meningitis in ko sem gledala zdaj nazaj, moja mama je rekla, pa moja teta, da sem dobila meningitis zato, ker smo se otroci preveč igrali. Lepo vas prosim, no. Vnetje možganskih ovojnic, zato ker smo se otroci preveč igrali. Edina stvar, ki sem jo našla, to je bilo po enemu od cepljenj. Tako da mogoče moja reakcija ali pa odziv mojega telesa sploh ne bi bil tako drastičen na delovanje tiste dame, ki je z mano delala, če moje telo ne bi bilo že toliko oslabljeno. Ampak jaz sem raka vzela kot blagoslov. Namreč jaz sem že preden sem začela študirati, preden sem zbolela, sem že 25 let študirala. In jaz sem, takrat, ko sem dobila raka, sem samo še uporabila vse tisto, kar sem jaz že učila druge. In je delovalo. Jaz sem dojela, da je bil rak za mene samo izpit, ki ga mi je Bog podaril, zato da vidim, kje sem. Zdaj pa je rekel, Neja, ali boš naredila, ali pa ti bo da priložnost naslednjič.
Tako da jaz sem izjemen zadovoljna, da sem v bistvu imela to priložnost, da zdaj živim zelo čisto življenje, jem ekološko hrano, pazim, kje kupim, imam serijo enih kmetov, kje jaz to kupujem in sem ekstremen hvaležna, da ti kmetje obstajajo in da pridelujejo. Zdaj pa mogoče samo še en podatek, ki pa je recimo, ki spet kaže na to, od kod izvira rak. Na Madžarskem obstaja klinika, Gersonova klinika, kjer zdravijo raka. Oni so specializirani za raka. In oni imajo zelo visok rating, zelo visok delež ozdravitve. In to je 50%. Zato, ker 50% dejansko ljudi zboli zaradi fizičnih stvari in ne čustvenih. Mislim, niso zadaj posledice enih globokih mentalnih ali pa duhovnih vzrokov. In te se da pozdraviti. In to jaz tudi tukaj delam. V Bisernici pomagam ljudem zato, da pridejo do zdravja, ampak tudi, da se psihično, ker moj rak je pa izhajal seveda iz teh psihične note. Jaz velikokrat rečem, pa sem mislim, da sem o tem tudi že govorila, da je moje življenje bilo tako kot trnuljčica, ki je bilo v zibko položen, da bom nekaj dobila in moji duhovni starši so odmaknili vse, ampak ker je bilo namen, da dobim za mojo osebno rast, sem jaz kolovrat najdla in sem se zbodla. Tako da na poti nekoga je lahko tudi napisano, da je to izkušnja, ki jo mora iti skozi, ki mu bo prinesla velike koristi. No, in zato jaz tudi rečem, rak je blagoslov. Zdaj pa, da ne bom predolga, še predajam Alji besedo, pa bo povedala tudi od te svoje sorodnice, kaj se je dogajalo, pa še tudi iz svojih izkušenj na zadevo. Tako da, Alja, prosim. Evo, jaz bom kratka tukaj, jaz bi sem rekla, lejte, mi vemo, če rečemo oči za raka, recimo, da je precej močna korelacija, recimo med ljudmi, ki kadijo dolgo, pa dobijo raka. Ne. Se pravi, to že pove, da fizična komponenta tukaj je. Ne. Rak je marsikdaj v bistvu neka vrsta avtoimune bolezni, izhaja iz fizičnih zadev tudi, in če pa človek živi življenje, ki telesa ne podpira in ki v bistvu povzroča ogromne količine nekih vnetnih procesov, se pač lahko zgodi tudi rak. Ni vse psihično. Tudi mi, kar vemo po ajurvedi, človek ima več nivojev, fizičen je en izmed njih, energetski je en izmed njih, čustveno, psihično je en izmed njih. In na vseh teh nivojih se lahko začnejo neka odstopanja, ki vodijo do različnih vrst bolezni. Rak ni izjema tukaj. Tudi ja, kar je Neja rekla, pač so te strupe različne, ki jih dobimo, nenaravne sintetične zadeve, pa ali je to od farmacevtskih zadev, ali je to iz zraka, ki ga dihamo, lahko pač povzroča različne stvari v življenju. Smo tle zelo scrklana muca danes. Zdaj, če pa jaz mičkam več povem o tele sorodnice, da boste razumeli, je pa tudi tako, da bomo šli malo bolj v ta psihičen del stvari. Se pravi, jaz sem zdaj stara 27, se pravi, to so 2 generacije nazaj. Ona je pred parimi meseci umrla, v starosti nekaj čez 80 let, da dobimo malo konteksta. To je generacija otrok, nekje rojenih v času okoli ali po druge svetovne vojne. Zgodba te sorodnice je zelo žalostna, ker je bila v bistvu sta bile sestre odzete mami pri recimo nekje, ona mislim, da je bila stara 4-5 let, zato ker so se pač po vojni
zmagovalci odločijo, da njena mama zaradi svojih povezav z določenimi italijanskimi oficirji ni bila primerna za to, da bi pač otroka vzgajala. In so bili ločeni od staršev, potem, ko so po parih letih sta bile sestre nazaj dane v oskrbo mami, je bila pač to huda revščina, ko so otroci po smetiščih iskali za hrano, da bi imeli, in se je to nadaljevalo precej časa. Potem ne bomo sploh šli čez naprej ostalo življenje, kakor si lahko mislite, je bilo zelo veliko težkih situacij, zelo veliko ljudi tukaj v Sloveniji ima neke podobne izkušnje v družinah na tak ali drugačen način. Mi jih imamo po obeh, po očetovi in mamini strani in na določene načine, ker so pač povojni časi so hudi in nastanejo izjemno hude rane na marsikaterem nivoju, na psihičnem, čustvenem, fizičnem. In tudi mislim, da vsi mi lahko ozavestimo za nazaj, če gremo 20-30 let, je bilo kaj šele 60-70, je bilo veliko manj možnosti, da so ljudje te stvari lahko sčistili, da so imeli neko dostop do, pustimo fizične zadeve, tudi to je bil dizaster, če pogledamo, tudi to ni bilo nekega dostopa, ampak predvsem psihične. Koliko jih je iz generacij naših staršev imel dostop do nekih dobrih terapevtov, koliko jih je imel dostop do nekoga, ki se bo z njimi usedel, poslušal in jim pomagal iti čez te neke hude čustvene in psihične izkušnje. Jaz vem o zelo malo ljudeh, ki so imeli dostop do tega, še generacija mojih staršev, pač tega ni bilo, o tem se šele zadnje, recimo desetletje res veliko več govori. In tle je treba pa tudi razumeti, da ljudje imajo različne pristope, kako se s takimi izkušnjami soočijo. In recimo ta sorodnica je njena sestra, njena sestra je bila moja stara mama, se pravi, ta sorodnica je bila teta mojega očeta, sta imele zelo različna pristopa k tem. Ena od njiju se je popolnoma zaprla vase in praktično ni komunicirala s svetom, je umrla za Parkinsonovo boleznijo že precej časa prej. Ta druga sorodnica je živela precej časa dlje, je imela veliko bolj lahkoten pristop do življenja in se je videlo, da je te stvari nekako pustila za sabo. Tudi ko je govorila o njih, ni bilo nekega grozne jeze od zadaj, je bilo pač povedano, to stvari so se pač zgodile in je živela, jaz bi rekla, veliko bolj kvalitetno in dlje. Ampak to mi lahko na nekem nivoju pustimo te stvari za sabo, to pa ne pomeni, da smo dejansko do globine razdelali vse, kar se je zgodilo. In jaz ne vem točno povedati tudi načini, če pogledamo mi načine življenja, kakšna je bila prehrana, kakšna je bila izpostavljena s farmacevtskim sredstvom, s trupom v okolju, tudi sigurno stvari niso bile idealne. Gotovo ne za te otroke, ki so tako rasli, če vemo, da so na smetišču hrana iskali. Tako da tukaj je zelo težko reči, zakaj točno je do teh stvari prišlo. Verjetno je bila kombinacija marsikaterih stvari. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da mi na raka in na praktično katerokoli bolezen ne gledamo samo iz črno-belega vidika. Praktično nobena bolezen ni samo psihična. Tudi depresija seveda ima izjemno močno fizično komponento, kakšen je mikrobiom, kakšni so hormoni, kdaj človek hodi spat, pa večina ljudi bi rekla, da je to ena najbolj psihičnih bolezni. Pa zelo veliko ljudi spet, ko se začne fizične stvari reševati, se depresija popravi. Zato, ker naše telo se fizičen, čustven, duhoven nivo se med sabo prepletajo, niso ločeni. Se pravi, ko gre ena stvar ven iz ravnovesja, se bo poznal na drugih nivojih. In ko en nivo prenesemo v ravnovesje, se bo poznal pri drugih. Tudi, če lahko pomislite, veste, meni ena najbolj fascinantnih stvari, ki jih lahko danes vidite, je, koliko imate različnih vrst nekih diet, ki obstajajo, načinov prehranjevanja. Ki imate lahko dva človeka, ki sta na popolnoma različne načine rešila nek isti problem. Pa so različne stvari za njih delovale. Eni ljudje lahko samo s tem, ker recimo spremenijo način prehranjevanja, rešijo avtoimuno bolezen. Drugi ljudje jim ista stvar ne koristi. Rabijo iti veliko bolj v globine, rabijo razrešiti nekaj se pravi nek hud notranji čustveno-duhoven konflikt, ki je pripeljal do konflikta na fizičnem nivoju, ko telo začne reagirati na tak način. Tako da tukaj jaz bi rekla, je treba biti spet, stvari so komplicirane, vsak primer je unikaten, pri psihičnem nivoju tudi je treba res iti gledati, koliko globino smo mi prišli pri psihičnih stvarih, ker dostikrat psihične stvari vodijo tudi v neke, so zelo prepletene z duhovnimi zadevami, In
je pa treba na podlagi tega videti, od kje so neki vzroki izhajajo za raka ali pa za v bistvu katerokoli drugo bolezen, tudi so lahko komponente in so ponavadi komponente iz večjih nivojev prisotne. Tako da jaz bi to še dodala k temu. Super, hvala, Alja. Jaz se zelo strinjam, se pravi, bolezen ni enačba z eno neznanko, ampak je enačba z mnogo neznankami. In kar delamo v Bisernici je dejansko, da poiščemo vse oziroma pomagamo človeku najti vse te neznanke ali pa saj večino teh neznank, jih primerno spremeniti, transformirati, zato da je potem rezultat enačbe drugačen. Tako da še naredim en announcement, kako se reče announcement v slovenščini. Naznanim. Ja, naznanilo. Danes, 14.11. je zadnji dan za prijavo na program Pomlajena, prebujena, ponosna nase. S tem programom se na fizičnem in psihičnem nivoju lahko lotite stvari ali preventivno reševati, ali pa če imate kakšne že bolezenske znake, si lahko pomagate, da se to začne reševati. Se pravi, naredila sem tako kombinacijo teh programov oziroma podprogramov v programu, da lahko pomagate sami sebi. Mi se pa slišimo prihodnji teden, tako da komentarji spodaj lahko na e-mail, karkoli, vprašanja, midve vedno potem rade volje odgovoriva na vaše vprašanja. Tako da lepo se imejte in smo povezani prihodnji teden. Tako. Adijo. Lep dan vsem. Čau. Čau, čau.